imamo problem, imenuje se promet. Kako ga obvladujemo? Polovica vseh voženj manj kot 2,5 km v državi se še vedno opravi z osebnim vozilom. Tukaj je moj pomislek, da vendarle ne kaže staviti zdaj vsega v to, da ko bo digitaliziran promet, bo pa vse krasno. Smer je zelo jasna. Mi želimo živeti v čistem zraku, pa mora biti vsak ukrep v službi tega. Nismo tak unikum Slovenci. Tudi druge so imeli težave pri umeščanju v prostor, sploh prvih vetrnih elektrarn. Verjetno na neki točki bomo tudi mi prišli do tega, ker samo z soncem ne bo šlo, samo z jedrsko ne bo šlo, mi bomo rabili kombinacijo virov. Glej, kaj nam dalo je vesolje, bezkončno zvest nad mano, ta planet je vse, kar imamo. Dobrodošli v podcastu Samo en planet. Tokrat se bomo ozrli nazaj na najpomembnejše dosežke mandata Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, resorja, ki koordinira podnebne politike ter politike na področjih, ki najbolj vplivajo na podnebje, to so energetika, okoljski problemi in seveda promet. Najvidnejše dosežke, trenutno stanje, načrte in prihodnje cilje bodo razgrnili resorni minister Bojan Kumer, državna sekretarka Tina Sršen in državni sekretar Uroš Vajgl. Lep pozdrav vsem trem in dobrodošli. Pozdravljeni. Danes sem na poti sem gazila skozi zasnežene pločnike in sem razmišljala o tem, kako lepo je hoditi po snegu, ampak ko je mimo mene vozila počasna kolona, strnjena kolona vozil in sem vdihavala vse tiste izpuhe, ki so bili precej moteči in neprijetni, sem pomislila, da če bi bila na poti recimo kakšen vesoljski center, ne bi rekla, Houston, imamo problem. Ampak ker sem bila na poti na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, sem si rekla, glej, tukaj bom naslovila to vprašanje in bom vam vsem zastavila prvo vprašanje glede prometa, namreč lahko rečem, imamo problem, imenuje se promet. Kako ga obvladujemo? Kaj smo do zdaj naredili, da se manj dušimo v izpuhih avtomobilskih, kaj delamo na področju javnega prometa, železnice, avtobusnih prevozov, tako lokalnih kot medkrajevnih. Zdaj sem nametala en kup enih vprašanj, podvprašanj, ampak lahko štartamo kar z infrastrukturo, recimo, ne? Prometno. Po mojem najboljše, da ti začneš z podnebnim. Ja, sicer ni samo podnebni vidik. Težave imamo dejansko v Sloveniji s sektorjem prometa, zaradi tega, ker to je sektor, kjer je velika raba energije, kjer so izpusti tako toplogrednih plinov kot onesnaževal zraka, in kjer imamo predvsem neke malo starejše in ne tako dobrodošle potovalne navade. Na področju osebnega prometa je pač zlasti to problem, da imamo zelo veliko vozil, smo zelo navezani na ta vozila in hočemo z osebnimi vozili prevoziti veliko naših poti. Celo v statistiko 87% vseh poti v službo upravimo z osebnim vozilom, in to tudi na razdaljah, kjer bi lahko šli peš, kjer bi lahko šli s kolesom, pa na razdaljah, kjer pogosto zdaj že imamo neke spodobne oblike javnega potniškega prometa. Tako da pri prometu, pri tem osebnem delu je pač potrebno narediti ta prekorak stran, da od mantre vsak človek svoje avto, v to, da imamo manj vozil, da so ta vozila bolj polna in da imamo zelo dober delujoč sistem javnega potniškega prometa. In to je izziv, s katerim smo se soočali, ampak težko je v parih letih spremeniti nekaj, kar je bilo nekaj desetletij zanemarjeno, in bo trajalo še kar nekaj let, preden se bo tukaj izboljšalo. Je pa treba vzporedno tudi,
čim več delati na železnicah, ker so tudi eno področje, ki je bilo zanemarjeno, da tudi železnica tako za potniški promet, kot tudi za tovor po železnicah izrabljamo v večji meri kot sedaj. Ko vsemu temu bo pomagal tudi vedno čistejša vozila, ne, ta fuel shift, prehod na brezemisijska vozila, ampak ni samo to, ni rešitev samo zamenjava vseh vozil s čistejšimi vozili, mi moramo iti tudi v spremembe navad in iti ker dober del razvitega sveta že je, to je to, da imamo delujoč javni potniški promet, ki nas popelje, kamor rabimo iti. Ja, pa če lahko kar nadaljujem tukaj, ne? Ker je dobra istočnica, javni potniški promet, kaj smo naredili, ne? Ker enostavno treba se zavedati, da na prometu ni enostavne rešitve, ne? Je mozaik enih kompleksnih rešitev, ki jih bo treba v nekem času daljšem, ker ne traja samo en mandat oziroma mandat ene vlade, ampak bo verjetno trajalo kar 1 desetletje ali več, da pridemo do nekega premika razvojnega tukaj na tem področju. Ampak ravno na javnem potniškem prometu smo v zadnjih 3 letih res naredili eno sistemski premik. Prvič imamo zdaj v zgodovini Slovenije upravljalca javnega potniškega prometa. To pomeni, da se kombinira vozne rede tako avtobusa kot železnice. Vozni redi se sestavljajo zdaj po novem na način, da so bolj prilagojeni potniškim potrebam, torej potrebam delovne skupine ljudi, torej ne samo študentom ali dijakom ali upokojencem. Naredili smo tudi en velik premik v investicijah na razogljičenje, torej za razogljičenje voznega parka v javnem potniškem prometu. Skupaj smo skoraj 270 milijonov evrov investirali v nabavo novih mestnih avtobusov, novih vlakov in lokomotiv. Tako da tukaj smo naredili res en premik naprej, nas pa še kar nekaj čaka, ne. Zakaj je to za nas tudi tako pomembno, je pa ta energetika, ne? Mi smo popolnoma uvozno odvisni in tukaj boš verjetno ti, minister, še največ znal povedati od uvoza fosilnih goriv in največ jih porabimo ravno v prometu. Tukaj... Ja, če nadaljujem, no, promet je največji porabnik energije v Sloveniji. Je tudi največji emitor. Hkrati pa vemo, da navade potovanja ali mobilnost, da se to dotakne skoraj vsakega posameznika. In vemo, da karkoli spreminjaš v Sloveniji in se dotika skoraj vsakega posameznika, da je zelo težko spreminjati naprimer potovalne navade. Tako da smo, ko smo ustvarili to ministrstvo, smo izhajali iz enega preprostega dejstva, tako kot nekatere moderne države, da so prometne politike velik del podnebnih politik. Gre za alternativna goriva, gre za trajnostno mobilnost. Če želimo ljudem omogočiti lepši način potovanja, mobilnosti, bolj moramo tudi zagotoviti, da ne bomo degradirali še bolj okolja. Ker v preteklih desetletjih smo ravno to počeli. Gledali smo avto, gledali smo posameznika in je še šlo v to smer. In smo bili pri tem zelo uspešni, ker smo na koncu na repo znotraj EU, glede na zasedenost oziroma število potnikov v enem avtomobilu, ki je že skoraj, oziroma je že manjši kot 1,2. In moramo seveda spremeniti, ker to vodi v mobilnostno revščino v prihodnosti. In ta sistem se vedno spreminja ne revolucijsko, ampak evolucijsko. Mi smo bili na repo po rabi javnega potniškega prometa, glede na število kilometrov, glede na zasedenost, število potnikov v vozilu in tako dalje. Kaj smo naredili? Mi smo, tako kot je že državna sekretarka povedala Tina, od vseh teh sistemskih ukrepov zdaj se že vidijo prvi rezultati. Povečali smo število potnikov za več kot 15%. 20% več je število kilometrov, ki so prevoženi preko rabe javnega potniškega prometa. Z recimo mesečno vozovnico Slovenija smo zelo poenostavili rabo javnega potniškega prometa. Tako da mogoče nekaj, kar je samo po sebi umevno že v marsikateri drugi državi članice Evropske unije, pa tudi izven, smo se soočali s temi
bi rekel, res osnovnimi ukrepi. In zdaj nadaljujemo še naprej. Gremo v prenovo, popolnoma prenovo javnega potniškega prometa, ki bo res v prihodnosti digitaliziran, ki bo enostaven, ki bo intuitiven, ki bo cenejši. Je pa res, tako kot sami opozarjate, ne moramo se preslikati v prihodnost in je ta tranzicija, kot je že povedano, rabi čas. In je res, prometne politike so tesno povezane tudi z energetskimi politikami. Mi večinoma se uvažamo fosilna goriva. In to drago plačamo. In to za 3 do 4 milijarde gre ven iz države. In če mi elektrificiramo vodni park, bomo ta problem rešili. Da bomo pa rešili še vedno zastojev, gužve, potovalnih navad. Tako da sistemsko želimo res vse te politike preslikati zato, da bo mobilnostna revščina manjša, da bo lažje, hitrejše in lepše potovati in na koncu koncev, da bo okolje od tega imelo korist, podnebje. In gremo v to smer in če gledamo današnjo stanje in ga primerjamo z leta 2022, so rezultati tukaj. Rabi bi seveda pa še več teh pozitivnih učinkov. Lahko je še en vidik, samo dodam, da je bilo rečeno, da smo pri repu v Evropski uniji po rabi javnega potniškega prometa. Smo pa po enem podatku tudi pri repu in to je po deležu gospodinjskih dohodkov, ki jih namenjamo mobilnosti. Slovenija je država, kjer največ razpoložljivega dohodka namenjamo temu, da se premikamo. Skoraj 1/6 vsega prihodka gre v ta namen, to je za tam četrtino več, kot je povprečje v Evropski uniji. In to je tudi pač posledica tega, da temeljimo na tem, da imajo družine čim več osebnih avtov in da se s tem premikajo. Zdaj, marsikje po Sloveniji se nočem, da izveni čisti domišljijsko, marsikje po Sloveniji je avto še vedno nujno potreben in tudi v različnih fazah življenja človek potrebuje osebno vozilo. Sam naš problem je, da se zatekamo k tem osebnim vozilom tudi takrat, ko to ni potrebno. Da polovica vseh voženj manj kot 2,5 kilometra v državi se še vedno opravi z osebnim vozilom. Namesto bi šli peš, pa nekaj naredili za zdravje, pa zastojn raj, trošimo gorivo in se premikamo na način, ki ima nek vpliv na okolje. Tako da ne rabimo tega početi samo zaradi okolja, to počnemo tudi lahko zaradi lastne denarnice in zaradi lastnega boljšega počutja in zdravja. Zdaj ste razgrnili kar nekaj različnih vidikov prometa, omenili ste digitalizacijo sistema javnega prometa, pa me zanima, kaj si obetate, Nekatere stvari seveda lahko reši, Se pravi, človek bo lahko sledil poti avtobusa, ki ga čaka, ali pa vlaka, ampak zamude tega istega avtobusa ali vlaka pa digitalizacija ne bo rešila, Kakšni ukrepi bi lahko pa te zamude reševali? Ker tukaj se ljudje najbolj pritožujejo. Zdaj bom rekla predvsem na železnici, so problemi, vemo, infrastruktura je zastarela in se jo ne da obnoviti čez noč in ko se jo obnavlja, promet praktično stoji oziroma je preusmerjen na avtobuse. Skratka, to celotno sliko poznamo, Tako da vemo, da to ne gre čez noč. Ampak digitalizacija sama pa tudi ne bo rešila teh težav, Tukaj je moj pomislek, da vendarle ne kaže staviti zdaj vsega v to, da ko bo digitaliziran promet, bo pa vse krasno. Ne bo rešilo, ampak bo pa omogočilo nam lažje načrtovati čas, ki ga bomo za to porabili. Vedno je tako, če si obveščen, jo lažje rešuješ izziv, ki ti prihaja nasproti. Če ne veš, da vlak zamudi, ne moreš problema niti začeti učinkovito reševati. Če pa veš, da bo zamudil, veš dve informacije. Veš, da zamudi, pa koliko. In če bo ta zamuda majhna, se bomo verjetno znali s tem sprijazniti. Če bo večja, bo lahko vsak potnik začel učinkovito reševati ali pa mogoče iskati alternative. Ampak digitalizacija pomeni tudi prihranek sredstev, pomeni prihranek časa, pomeni prihranek denarja, pomeni učinkovito reševanje v tistem trenutku, ko problem ali pa izziv nastane. In ko bomo začeli lahko povezovati med seboj infrastrukturne ovire z problemi, raznimi voznimi redi, zasedenostjo,
busov, vlakov, se bo to skupaj zložilo v neko komplementarno storitev potnikov. Jaz si sicer ne mečem peska v oči. Jaz mislim, da do sprememb pri navadah potovalnih ne bomo prišli samo z nekimi spodbojevalnimi ukrepi. Jaz se tudi sama sprašujem, ali smo kot družba že dovolj zreli, da sprejmemo nepriljubljene ukrepe, ki nas bodo v to potiskali. En tak tipičen primer je povračilo stroškov za prevoza na delo. Pri nas je to pa mogoče Uroš boš ti to znal tudi bolje razložiti, ampak če bi mi recimo s tem, kar je zagotovo nepriljubljen ukrep, ki bi pri večini prebivalcev naletel na nek odpor, ne? S tem bi lahko zelo hitro verjetno vplivali na število zasedenosti posameznih avtov, ki vstopajo v neko urbano središče, kot je osrednja Slovenija. In s tem do tega bo pa zelo težko priti. Ne vem pa, ali smo kot družba že pripravljeni te stvari sprejeti. Ja, je pa res, tako kot si rekla, da za spreminjanje navad je pač pomembno ta okolje, v katerem delujemo, in mi imamo številne neke spodbude ali pa olajšave, ki pravzaprav spodbujajo rabo osebnih vozil. Ja. Ena izmed teh so potni stroški, drugo je, da je recimo raba parkirišča, če delodajalec da parkirišče delavcu, se to našteje kot boniteta. Številni poceni bencin. Poceni, vlade tudi tekmujejo o tem, katera bo ponudila cenejši bencin za prevoze. Vse to pravzaprav dela eno daje neke spodbude za to, da se še nadalje rabi osebna vozila, ki pa so, statistika kaže, najdražji način prevoza. In v bistvu tisto, kar mi nekako reklamiramo, je neka prihodnost, v katerem bo pač večji del nas se bo gibal z kolesom ali pa z javnim potniškim prometom, in od tega bomo imeli pravzaprav korist vsi. Jaz mislim, da te prihodnosti se ne rabimo bati, ne? Samo prehod tja je treba na primeren način upravljati. Ampak če smem zdaj premakniti fokus, iz te, bom rekla, dokaj idealistične podobe, ki pa ni nerealistična v neki malo daljši prihodnosti. Evropska unija je nedavno, konec prejšnjega leta, nekako umaknila oziroma zamaknila prepoved prodaje novih vozil na motorje z notranjim izgorevanjem. Kaj to pol pomeni za te zadane podnebne cilje? Kajti če se zadeva za nedoločen čas zamakne, potem seveda bo ta prodaja še vedno rasla. Tukaj gre najbrž za pomoč avtomobilski industriji evropski, se to več ali manj vse vemo, ali pa za pritisk določenih lobijev, ki avtomobile izdelujejo, tako da tukaj si najbrž nihče od nas ne dela utvar, da bi to šlo zelo hitro in gladko čez. Ampak vendarle vas sprašujem, kako vi vidite to, kar je v nekakšnem direktnem nasprotju s temi cilji, ki pa si jih je Evropska unija in z njo tudi Slovenija kot članica zadala, in to do leta 2035, pa zdaj to gre nekam v daljno prihodnost, ne? Jaz sicer mislim, da gre ta javna interpretacija, da je Evropa kar opustila cilje podnebne. Zamaknila je, ne? Ja, nič zamaknila, je hudiče v detaljih, ampak bo Uroš morda razložil več. Jaz bi vseeno postavila to v širši geopolitični kontekst na globalni ravni, tukaj je vseeno pač prišlo do nekega spoznanja, da je recimo so določene države v svetu skočile naprej razvojno, da moramo mi še en premislek narediti, kje lahko tekmujemo in kje ne. Prišlo je tudi do bistvenega premika v Združenih državah Amerike, to je treba prepoznati, in te interesi so nasprotujoči si in zelo vplivajo tudi na to, da se Evropa znotraj deli. Ker ni nujno, da imamo vsi iste cilje, pa ne govorim zdaj o podnebnih ciljih, govorim predvsem recimo o avtonomiji, osnovni energetski avtonomiji, ali bomo mi poskrbeli za samozadostnost, da bomo
živeli in se razvijali na podlagi svojih lastnih virov ali bomo še naprej uvažali energente in od kod jih bomo uvažali in kdo nam bo dajal tehnologijo, ki poganjajo te energente ali ne. Mislim, to so bolj kompleksna vprašanja, ki po moje presegajo en akt, ki reče, mislim, da je 10% samo, 10%. ne. Tako da to je, jaz mislim, da ni Evropa odstopila od elektrifikacije tudi v prometu. Jaz mislim, da to smer je zadržala, je samo malo je spustila, no, ampak ti boš pa podrobnosti omenjenih razložil. 10%. No, hkrati je pač v tem istem svežnju je komisija predlagala tudi akt, ki bi določal deleže električnih vozil v teh flotah službenih vozil, ki jih imajo podjetja. Tako da absolutno je ostala ta težnja potem, da se osebni promet uvajajo brezemisijska vozila in da so električna vozila en zelo pomemben del mobilnosti prihodnosti. Ne? Električen avto je, če nič drugega, 4-krat bolj učinkovit od navadnega avtomobila, za enako od klasičnega na notranje zgorevanje. Ne? Za enako energijo, ki ga daš noter, narediš 4-krat večjo razdaljo. In zaradi tega je prihodnost zagotovo sloni na električnih vozilih. Je pa verjetno evropska avtomobilska industrija pač tukaj malo zaostala. Njen problem ni bil to, da so imela prestroge okoljske zahteve pa prestroge okoljske cilje. Kvečemo, mogoče bi lahko rekel obratno, zaradi tega, ker je izgubila je primat, ki ga je imela v avtomobilski industriji na segmentu električnih vozil, zlasti teh bolj dostopnih, cenovno ugodnejših vozilih. In zaradi tega je pač tukaj komisija predlagala nek odpustek, ki bo omogočal malo predaha evropske avtomobilske industrije, da bo lahko z upanjem, da bo nadoknadila tisti manko, ki ga ima zdaj napram Kitajski, kjer sta vidva bolje videla, kjer so v tej tehnologiji pač absolutno prehiteli. Zdaj prihodnost vidimo v električnih avtomobilih, v digitalizaciji, ki je tudi precej velik potrošnik elektrike. Ne? Slovenija je še daleč od energetske samozadostnosti. Veliko ste delali in verjetno tudi načrtujete na obnovljivih virih energije. Ne? In me zanima, ali lahko en tak večji porast, skok teh virov, se pravi rabe sončne energije, rabe vetrne energije, tudi geotermalne, ki mislim, da še ni prav zelo razvita, ne, ampak se dela tudi na tem. Lahko to pelje, bom rekla, k samooskrbnosti Slovenije z energijo, ker kot ste rekli, Bojan, je samooskrba oziroma energija je največji problem. Ne? Za vse, kar želimo narediti dobrega tudi, boljšega, je potrebna energija. Ne? In cilj ministrstva je, da je ta energija čim čistejša. Ne? Točno, da imamo domače vire in da so to viri, ki so hkrati konkurenčni, in tretji vidik, da so to čiste tehnologije, da so okolju prijazni. Ves čas, ko snujemo politike, ukrepe, imamo te 3 prioritete vedno pred očmi. Zelo dobro ste povezali prometno politiko z energetsko politiko, da ste prišli. Ker ta nova realnost, geostrateške pa geopolitične zadeve, ki se dogajajo okrog nas, tudi na evropskem nivoju, ki se preslikavajo in vplivajo tudi na Slovenijo, to so realne zadeve. In včasih naredi Evropa korak k ambicioznim ukrepom, in to je naredila v prejšnjem sklicu, včasih naredi kakšen korak nazaj. Nič hudega. Ampak ultimativni cilj in smer je vedno enaka. Tudi če bo kakšno leto, 2 kasneje, je smer znana, ker tudi ostale razvite države grejo v to smer. Mogoče kot dopolnilo, kako dobro ste med seboj povezali. In pri energetiki je ravno tako. Smer je zelo jasna. Mi želimo živeti v čistem zraku, v zdravem življenjskem okolju.
To jaz verjamem, da je cilj vsakega posameznika. In če mi želimo to prepustiti svojim zanamcem, otrokom, potem mora biti vsak ukrep v službi tega. In mi moramo osnovati ukrepe, tudi če danes mogoče smo podedovali nekatere stvari, ki niso bile dobro narejene ali pa premalo premišljene, da mogoče danes imamo preveč negativnih vplivov, moramo vseeno danes sprejemati ukrepe, ki bodo drugim omogočali boljše življenjsko okolje. In obnovljivi viri energije nimajo izpustov, so okolju prijazni, čiste tehnologije, kreirajo nova zelena delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ljudje si to želijo početi. Skratka, ni negativnih vplivov, je pa seveda izziv, kako hitro gremo v te tehnologije, kako intenzivno, in ta pravi tempo, to ravnotežje iskati iz enega stanja v preteklosti v neko stanje v prihodnosti, si ga pa vsaka država članica sama določa. In mi moramo to slovensko pot seveda krojiti na njene lastne zmožnosti. Samooskrba, samozadostnost, absolutno. Tako kot je bilo prej rečeno, za fosilne vire dajemo 3 do 4 milijarde evrov in nič ne dobimo. Vse gre ven iz Slovenije. Ne bogatimo bruto družbenega proizvoda. Pri obnovljivih virih energije, naprimer sončna energija, je na dosegu res vsakega doma, na dosegu roke. Vsak posameznik lahko gre v to investicijo, ki se splača, je spet samooskrben, prinese k temu en delček in je okolju prijazna tehnologija. Skratka, spet trije vidiki, ne? In seveda mora tudi sistem k temu stremeti. Eno podvprašanje zastaviti, ki se pojavlja pri ljudeh, pa ga mogoče lahko zdaj demantiramo, ne, da obstoječe omrežje električno, ki ga imamo, preprosto ne zmore takšnega pritiska teh individualnih sončnih elektrarn, da to utegne biti problem, ne. In drugo podvprašanje je zdaj, omrežje seveda je treba posodabljati, kolikor vem, se posodablja, mogoče ne tako hitro, kot bi se moralo. Iz česa se financira? Iz omrežnine ali iz kakšnih evropskih sredstev, ker predvidevam, da gre tukaj za izjemno velike stroške, ne? Ste že kar sami ponudili odgovore na vprašanja. Glavna dva vira sta seveda najprej omrežnina, potem pa seveda nepovratni viri, to so tudi evropski viri. Na našem ministrstvu smo poiskali tudi viri, ki niso samo znotraj EU, na primer švicarski mehanizem, norveški mehanizem. Imamo določena nepovratna sredstva in zelo dobre projekte izven evropskega prostora. Posebno partnerstvo smo sklepali z japonskimi partnerji na drugi strani v primeru ELS-a. Vse te dobre prakse, ne samo znotraj Evrope, poskušamo prenesti v Slovenijo, dodati slovensko specifiko in jo seveda prikrojiti slovenskemu kupcu, ljudem, podjetjem, zavodom, lokalnim skupnostim. Tako da, ja, pri soncu smo toliko sončnih elektrarn priključili, da je kapaciteta več kot 3-krat večja kot pred nami. Skratka, ta vir, ki je ves čas bil dostopen v preteklih 10 letih, smo ga poskušali res maksimalno hitro dostaviti ljudem. Drugo, kar počnemo, je, da omrežje, ko ste postavili vprašanje, ja, res v določenih točkah, ne, Slovenija, kakorkoli pogledamo, ne, še vedno ima elektroenergetski sistem, ki je dober, ki je zanesljiv. V določenih točkah se pa že pokažejo, da so potrebne nadgradnje. In kolikor vem, so v svojih razvojnih načrtih, v svojih naložbenih načrtih distribucijska podjetja ravno v teh točkah zdaj usmerjala svoje aktivnosti in nagrajujejo. In sem vesel, da smo prišli do tega, da moramo, da pokaže tehnologije, ki jih priklapljamo na omrežje, kje je treba to ojačati. To je bilo ves čas na voljo, pa tega nismo izkoristili. Zdaj, če imamo določene sive cone ali pa sive lise na elektroenergetskem sistemu Slovenije, ki ga je treba ojačati, to samo dobro. Imamo še pa nekje kapacitete, ki so še več kot 50% nezasedena. In to moramo seveda še izkoristiti in te tehnologije pripeljati ali podjetjem, ali ljudem, ali lokalnim skupnostim. In to se počne in seveda v to smer bomo šli. Generalno gledano, pa tle imamo še v Sloveniji
kar velik potencial za rast. Ampak to je en tak tipični primer, kjer se mi soočamo res z vsakodnevnimi dezinformacijami oziroma z zmedenim narativom v družbi. Ne. Mi vemo, da nismo med najnaprednejšimi v EU, da imamo Nizozemsko, imamo Poljsko, Nemčijo, Avstrijo, države, kjer imajo bistveno več individualnih sončnih elektrarn na hišah že zdaj v sistemu. Mi smo šele zdaj prišli na cirka 10% vseh gospodinjstev in imamo še kar nekaj potencijala, preden bo zasičeno v celoti. Ne? Ampak v naši družbi se pa v zadnjih letih ustvaril vtis, da več ne moremo postavljati sončnih elektrarn, da omrežje več tega ne prenese. In to je ta kako prodreti z pravimi zgodbami. Jaz verjamem, da so ljudje včasih zmedeni, ne? Ker če jim polovica politike en dan razlaga, da to je prava pot, pa zmoremo, drug del politike, da isti dan razlaga, to je napačna pot, tega ne zmoremo. Valjda ljudje ne vejo, kaj je res in kaj ni res. In meni se zdi, da se ne samo pri sončnih elektrarnah, na čisto vseh delovnih področjih, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjih slabih 4 letih, se soočamo s tem zelo zmedenim narativom in kako se boriti proti temu res. Ja, razumem. Narativ ni toliko zmeden, kakor je čist navzkrižen. Ampak to je politika, ne, bomo rekli. Tukaj pač je treba slalomirati med vsemi temi meandrija in slapovi, ki grejo z ene in druge strani. Mislim, da električna energija, oziroma, električne sončne elektrarne, te individualne, so že kar dobro sprejete med ljudmi, upam, da se ne motim. Ne? Ko pa pridemo do vetrnih elektrarn, je pa stvar drugačna. Ne? Tam se pa recimo ob poskusu umeščanja vetrnih elektrarn v neko lokalno okolje skoraj praviloma zgodi nasprotovanje, celo velik upor. Zdaj, preden bi začeli iti v smer, da pač ljudje ne vejo, nimajo pojma, bi jaz rekla, da mogoče je problem tudi v komuniciranju določenih stvari in mogoče je problem tudi, lahko me potem seveda popravite in rečete, da se motim in imam napačne informacije, ampak tudi v tem, da se določenim občinam ali pa manjšim okoljem so skušale prodati neke zastarele tehnologije in tako naprej. Skratka, različne zgodbe so tukaj. Ne? Tako da jaz ne bi krivila ljudi, da se kot Don Kihoti bojijo mlinov na veter, ampak bi iskala mogoče odgovore v tem, kje je spodletelo pri komunikaciji, zakaj recimo v nekih drugih državah se te elektrarne umeščajo celo v okolja, ki so pod zaščito programa Natura 2000, pri nas so pa z njimi veliki problemi. Ne? Verjetno ste o tem razmišljali, debatirali, iskali rešitve. Jaz lahko zastočne so samo ta del. Vendarle gre za prepletene in večnivojske informacije. Jaz ne bi rekel, da nikoli tudi ne trdim, da bi ljudje tisti, ki bi zavračali to tehnologijo. Vidimo, da tako kot vi pravite, vkolikor je komunikacija pravilna, transparentna, vnaprej se stvari pravilno skomunicirajo, potem je možnost, da kakšenkoli projekt, ne samo vetrna elektrarna, da uspe veliko večja. In to ne glede na to, kakšno tehnologijo se gre, ali gre za cesto, infrastrukturni projekt, energetski projekt, karkoli drugega. Se pravi, ta del mora biti tako narejen. Zdaj, država redko umešča, vedno imamo nekega investitorja. Ne? Zdaj, kako ta investitor, mi smo vedno verjeli, da je naravna zakonitost, da si investitor želi projekta, investitor prostor in da bo naredil tiste osnovne postulate. Pa smo videli, da ne. Investitor si želi dobiček, bi rekla, ne? Tudi dobiček, ampak dobička ni, če ni projekta. Ne? Se pravi, mora zadostiti, da ga ljudje sprejmejo, predvsem lokalno okolje, lokalna skupnost. Pa še to je, nekaj lahko država naredi z predpisi, s politikami, z subvencijami, potem morajo pa tudi lokalne skupnosti, mogoče predvsem investitorji, tudi narediti svoj del. In vse to se mora nekako združiti v
vključevalni proces kakršnega koli projekta. Zdaj, kakor hitro en deležnik ne opravi svoje vloge, stvar ne bo šla. Mi smo vedno pozdravili projekte ali pa investicije, ki grejo od spodaj navzgor, da se ljudje sami ekipirajo. Nekaj takih svetlih točk imamo v Sloveniji. Je pa tega zagotovo premalo. Rekli ste, zadnji projekt, ki se je iznakazal, ampak to še ne pomeni, da nič v Sloveniji ne štima. Zasmejala sem se, ker ste že vnaprej odgovorili na moje naslednje vprašanje. Pobuda od spodaj navzgor. Ampak le samo eno stvar še, da se nismo tak unikum Slovenci. Tudi druge so imeli težave pri umeščanju v prostor, sploh prvih vetrnih elektrarn. Dejstvo je, da v Sloveniji jih imamo pač malo. Če se napeleš ravno iz Ljubljane proti morju, jih ne boš videl. To pomeni, da dokler je tako, je veliko lažje ljudi tudi strašiti za kakšne učinke imajo lahko vetrne elektrarne. Ampak neki negativni okoljski vplivi vendarle so bili tudi že dokazani, da na neposredno okolico mogoče bolj zastareli tipi vetrnih elektrarn vseeno nimajo najboljšega vpliva. Vsako pridobivanje energije ima nek vpliv na okolje. Vsaka gradnja hiše ima negativni vpliv na zemljišče, ki je bilo prej travnik. Se razumemo? Tako da pač mi vsakim posegom v okolje nekaj naredimo v tem okolju. In pač problem je, kako ti umiliš te posege v okolje. In tukaj jaz mislim, da se pri vetrnicah dokazljivo da ugotoviti, da poseg ni tako katastrofalen, kot je mogoče pri kateri drugi infrastrukturi, hkrati se ga da tudi umiliti. Za primerno razdaljo od hiše, za primerno, recimo, ne vem, Španci pa Hrvati poznajo, recimo, ko je ta selitev, recimo, nekih ptic, ki so ogrožene strani delujoče vetrnih polj, da jih takrat za kratek čas zaustavijo in pustijo. Se samodejno ustavijo zaradi vseh teh senzorjev, ki jih imajo. Vse to je že razvito. Kar smo mi poskušali narediti, je res en spodbojevalni zakonodajni okvir. Da smo poenostavili enih par postopkov, da smo uvedli nadomestilo za omejeno rabo prostora po zgledu jedrske elektrarne, ki jo imamo. Da smo poskušali z eno ozaveščevalno kampanjo, mislim, da je 2 leti nazaj, kako je pač veter je prisoten pri nas. Naredili smo analizo potencialov na področju vetra, ker to je bil tudi eden mitov, ki je res zelo vztrajen v Sloveniji, da Slovenija nima vetra. Ni res. Slovenija ima zelo veliko vetra. Potencial za izkoriščanje vetra. In smo se poslužili najbolj resnega slovenskega starine od inštitutov, torej Elektroinštitut Milan Vidmar, ki je to analizo naredil, da imaš enega kredibilnega sogovornika v ozadju te analize. Je pa res, da je zelo veliko strašenja in to je proti temu se pa in nekih res iracionalnih strahov in proti temu se pa res težko boriti. Jaz ne vem, kako bo v Sloveniji z razvojem vetra, si predstavljamo, rabili še kar nekaj časa, da bomo prišli do tega. Jih pa gledamo, slovenskih ribov vidimo, avstrijske vetrna polja. In na morje se vozimo in gledamo hrvaška, avstrijska polja, hrvaška vetrna polja. Verjetno na neki točki bomo tudi mi prišli do tega, ker samo z soncem ne bo šlo, samo z jedrsko ne bo šlo, mi bomo rabili kombinacijo virov, kombinacijo rešitev tehnoloških, energetskih in to nas čaka v naslednjih 20 letih zagotovo. Zdaj, drugi blok jedrske elektrarne ni še popolnoma trdno dejstvo, ampak je zelo velika verjetnost, da se bo gradil. Kdaj, pod kakšnimi pogoji, kako bo potekala ta gradnja oziroma bo nek referendum, ki se ga je omenjalo, kaj lahko pravzaprav tle ljudstvo reče, mislim, tukaj pa res se mi zdi, da mora stroka povedati, in seveda tudi politika, ali ja ali ne. To, da ga potrebujemo, se velika večina strinja, čeprav je tudi en del ljudi kot običajno proti.
imamo blok 1, ki deluje dobro, varno in trkamo, a ne, naj še dolgo deluje tako. Torej, kaj bomo z jedrsko energijo? Kakšne so projekcije? Jaz bi tako začel, ker ste zelo fajn že sami tudi povedali, pa dali nam dobro iztočnico. Slovenija ima zelo dobro delujoč jedrski program v obliki bloka 1, NEK, Nuklearna elektrarna Krško. Kar veliko ukrepov smo uspeli že izvesti v tem mandatu. Od tega, da smo sprejeli resolucijo o miroljubni rabi jedrske energije, do tega, da smo podaljšali življenjsko dobo ravno tega bloka, ki ga omenjate, na katerega tako veliko stavimo, za 20 let. Kar kot odgovorna jedrska država nismo storili v preteklih letih, desetletjih, tudi to smo naredili premik, da smo začeli graditi odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Se že gre proti koncu. Mi moramo najprej odpadke tudi rešiti za obstoječi blok, da lahko širimo kapacitete in razširjamo jedrski program v prihodnosti. Skratka, kar nekaj ukrepov smo uspeli res premakniti z mrtve točke, ki so ležali nekaj let, desetletij. Tudi to, da smo začeli umeščati in smo začeli postopek za umeščanje drugega bloka. DPN je bil razgrjen. Zdaj se ukvarjamo s tem, da rešujemo te in da bomo seveda čim prej sprejeli v prihodnosti državni prostorski načrt. V prihodnosti, nekaj 3 letih, mogoče kakšno leto več, nas čaka odločitev politična, da stopimo vsi za tem projektom, ne, na ta demokratičen način. Zakaj načeloma celotna politika govori o tem? Ker gre za finančno največji projekt v zgodovini Slovenije. To ni več energetska odločitev, ampak finančna odločitev. Tako, to je To finančna pomeni odločitev, verjetno 10-15 milijard. dodatno zadolževanje. Dobro, finančno konstrukcijo mora investitor še skupaj tudi z državo zgraditi, da se nam ne bo zgodil T6, kjer se je že gradil, pa se finančna konstrukcija še vedno ni zaprla. Mi moramo vedeti in to ljudem povedati. Takole in toliko bo stalo, ta tehnologija s tem partnerjem, to morajo ljudje vedeti. In jaz verjamem, če bomo s temi informacijami prišli pravočasno pred ljudmi, tako kot sami pravite, bo ta pozitivna klima, nekje 60% ljudi naj bi bilo za, da se bo to ohranilo oziroma eventualno tudi povečalo. In potem moramo res za tem stati in držati ta tempo, da se v rokih, finančnih vrednostih to zgradi. To se lahko zgodi. Imamo nekaj neuspelih poskusov blizu nas v preteklosti in te nevarnosti se moramo izogniti. Mi moramo ta tveganja, ki so povezana z velikim infrastrukturnim projektom, jih moramo obvladovati. Vnaprej se moramo na njih pripraviti. Ker veste, če se ta projekt podraži za 10%, to je 1 milijarda. To je en T6. Ne? Mi moramo res sprejeti ukrepe, da se temu izognemo. In to je vloga mene kot ministra, da se ljudje počutijo varne, da peljemo odgovorno politiko, ki peljemo k uspešno izvedenemu projektu. Ne da ga se prepreči, da se preprečijo anomalije pri tem projektu. In to dvoje, doskrat se je v preteklosti nam pripisovalo, da nismo takoj za, ko so vsi za, ampak ker želimo se izogniti čerem, tveganjem, ker posod vsak projekt prenaša tveganja. In z vidika energetike se mi zdi, da bo se zelo pomembno v naslednjih letih osredotočiti na to, da bomo ozavestili, da je JEK2 samo en košček v mozaiku naše energetske poti naprej. Zelo nazorno je, če povemo, da mi danes porabimo 74 teravatnih ur energije. JEK2, če bo v celoti naš, bo k temu prispeval 9 teravatnih ur. Kar pomeni, da bomo mi morali še vedno res veliko večino energije, ki jo mi uporabljamo v naši družbi, v državi, za naše življenje, za naše gospodarstvo, pridobiti iz drugih virov. To pomeni, da moramo delati vse, da nimamo privilegija izbirati med vetrnimi ali bomo imeli vetrne ali bomo imeli JEK2. Ne, to je lažna izbira, to je mit. Mi rabimo vse. Ja, pa časovni vidik tudi pri vsem tem. Ne? Časovni vidik tudi. Mislim,
tudi svet se je malo spremenil v zadnjih parih letih. Ne, in Vedno se spreminja. zdaj je pač ta strateška avtonomija, samozadostnost, manjša odvisnost od tujine je toliko bolj pomembna, kakor je bila v preteklosti. In mi v naslednjih parih letih, kar mi lahko naredimo, je dodatne obnovljive vire energije. Ne. Tam lahko največ energije in to čiste energije pridobimo. Drugi blok, ne, tudi če bo kar nekaj let še minilo, preden bo on zgrajen. Tako da v mestnem času dilema, si ne moramo privoščiti pa stati na mestu in upati na... Vem, da se tudi vi staviti na slišali. en projekt. Ne? Ja. Ne smemo samo na en projekt staviti. Mi moramo res poskušati. Določeni projekti so dosegljivi zdaj, na dosego res blizu in lahko vsak sam nekaj pripomore. Ne? In mi moramo samo takšno okolje ustvariti. Določene projekte mora država močno stopiti zadaj in čim bolj na demokratičen način. Tudi če je časovna dimenzija, da se bo kasneje zgradil, ljudje rabijo videti, da bomo tega imeli vsi neko družbeno korist. In zaenkrat se kaže, da bo tako. Ampak vendar ta tveganja, za katera vsi vemo, se moramo z njimi ukvarjati in jih primerno obvladovati. In to ne pomeni, da nas bo to rešilo. Mi moramo vseeno med tem časom zgraditi svojo energetsko samozadostnost, da bomo čim manj odvisni od tujine in da bomo imeli to energijo, kako ne rečem, ceneje kot danes. Zdaj te energetske potrebe rastejo, ne? Težko bi delali korake nazaj, težko bi jih korenito zaustavljali, a ne, pač svet se tako vrti. Zraven se pa proizvaja tudi na tone in tone odpadkov. Ne? Če ste prej omenili jedrske, s katerimi še ne vemo točno, kam bi, pa iščemo rešitve. A ne? Že imamo, se že gradijo. Samo za nizko in srednje. Imamo pa še ogromno drugih odpadkov, ne? Industrijskih, gospodinjskih in tako naprej. Zdaj na sanaciji okolja, kakor sem gledala ta poročila za obdobje vašega mandata, je bilo storjeno veliko, ne? V tistih najbolj ogroženih, kritičnih predelih v okolici Celja. Jaz sem iz Celja doma in moj oče je bil zaposlen v cinkarni in vem, kako je tam degradirana zemlja, še vedno je, kot sem slišala nedavno, ne? Še vedno je preveč teh težkih kovin, ampak recimo, da je to nekaj, kar država z določenimi ukrepi, sistemskimi, lahko počasi rešuje ta bremena iz industrijske preteklosti. Problem odpadkov, ki jih jaz, vi, vsi mi, a ne, proizvajamo vsak dan, pa če se še tako trudimo, da bi jih bilo čim manj, pa ostaja, ne. In mislim, da smo tukaj v neki spirali potrošništva in proizvodnje, da mi sicer lahko rečemo, da ne bomo več toliko trošili, pa vsake pol leta kupili novega telefona, nove tablice, vsako drugo leto novega avta, da ne naštevam naprej, ne. Ampak tega ne smemo, a ne, ker gospodarstvo mora rasti, dobički morajo biti, stvari se morajo obračati, ne. Kupi se pa večajo. Kaj lahko tle naredimo? Jaz sem tukaj rahlo pesimistična, no. Ja, dejstvo je, da moramo delati tudi na strani povpraševanja. Ne? Zelo veliko politik, celoten pariški sporazum v bistvu deluje na sistemu ponudbe. Ne? Gledaš, tam, kjer se proizvede, tam se ustvarjajo emisije. Ne tam, kjer se potroši, ali pa tam, kjer se kupi. In podobno tudi na okoljskem področju. No? Je velik poudarek je na strani ponudbe, na strani povpraševanja pa nekoliko manj. Ne? Mi smo vseeno v tem času, predvsem smo veliko naredili na dveh področjih. Eno je zeleno javno naročanje, tukaj skozi en evropski projekt Care for Climate vzdržujemo eno pisarno, ki je pomoč javnim naročnikom pri tem, da uporabijo več meril zelenega javnega naročanja, in gradijo ali pa kupujejo različne proizvode, ker ne
ne gre samo za to, da se nekaj predpiše, gre za to, da se razume, zakaj je to predpisano, zaradi tega je tudi večji interes, da se to uporablja, kot drugo pa tudi, da se opolnomoči, da ti lahko preko razpise primerno oblikuješ, da bojo dosegli najboljši učinek. Tako da neke take projektne pisarne pomoči ni bilo. V zadnjih parih letih je naredilo kar precej k temu, da se zeleno javno naročanje več koristi. Drugo področje, kjer delamo, je pa promocija trajnostne potrošnje. Sej v zadnjih mesecih jaz mislim, da je marsikdo, jaz verjamem pa tudi, da gledalci tega podcasta, da so opazili, da smo tudi to reklamirali. Veliko stvari je treba početi tudi na evropski ravni, zlasti, ko se tiče pravil glede dajanja proizvodov na trg. Veliko se da narediti z primernim zakonodajo glede ekodizajna, glede različne področne zakonodaje. Na evropski ravni se odpadkovna zakonodaja čedalje bolj dotika v bistvu pravil, kaj sme biti v proizvodu, ne pa samo tega, kaj se zgodi s proizvodom potem, ko nastane odpadek. Tako da veliko stvari moramo delati na evropski ravni, tam smo tudi Slovenija kot del ene koalicije ambicioznejših držav v zadnjih letih nastopali. Je pa to res, globalno gledano, je to res, kot pravite, zaskrbljujoč trend. Ne? Ampak jaz sem vseeno... Če je v svetu, nas je recimo kot neke 2 milijarde ljudi razvitega sveta, če smo mi že prevedli do take rabe naravnih virov, do takih količin odpadkov, ki v končni fazi potem tudi preidejo v recimo mikroplastiko pa v druge tudi zdravju škodljive pojave. Če je to 2 milijarda ljudi je toliko že naredila, si ne moramo privoščiti, da bo še 6 milijard ljudi dosegli našo raven razvoja ob podobnih vzorcih kot mi. Tako da tudi na tem področju smo poskušali tudi z nekaterimi mednarodnimi projekti na Zahodnem Balkanu, tudi en večji projekt v Afriki, tudi kot en delček Slovenija je majhna, ta delež pomoči, ki ga je Slovenija daje, je majhen v primerjavi s tem, kaj dajo druge, tudi razvitejše države. Ampak vsak glede na svoje zmožnosti mora nekako prispevati. Tako da jaz vse nisem tako neoptimističen, ker vem, koliko se je ta diskurs vseeno spreminjal v zadnjih 10 letih, ne? Ali pa kolikor sem jaz malo bolj mednarodno lahko bil aktiven. Ampak Uroš, jaz moram tule vseeno povedati, da jaz si štejem za največji dosežek okoljskega dela našega ministrstva, da smo zagrisli v kisla jabolka iz preteklosti, dostavili sanacije, ki se jih nihče v preteklosti ni hotel loteti. Ne samo, da smo se jih lotili, ampak tudi dostavili smo jih in zagotovili ta sredstva. In na to jaz mislim, da smo lahko, vsaj na okoljskem delu našega ministra, to zagotovo eden večjih uspehov, ki jih lahko s ponosom dostavimo in tudi na to opozorimo. Tako dolgo se je odlagalo, da je Slovenija dobila že kazen. Mi smo plačali zaradi nereševanja starih okoljskih bremen kazen. Tako da sam kot okoljski minister, tako kot je Tina res rekla, to se zdi kot nekaj samoumevnega. Pa ni bilo. Ni bilo. Enostavno smo raje gledali v stran. In kot sami vidite, da se stvari premikajo v Celjski kotlini. Proces teče na 2 otroških igriščih, so res zelo dotekla. Pa poplave smo mes reševali. Tega se še niti 40,000 nismo. Za Mežiško dolino. Program za Mežiško dolino, kjer je bilo res za lokalno prebivalstvo. Res je, to se najbolj dotakne določene lokalnega okolja, kjer so živeli. Kjer se to zgodi. Ni tako bi rekel, da bi bilo znano, da bi vsi ljudje imeli s tem problem. Ne vem, od tega, da v Bukožlaku, ko smo rešili Skakovci, odpeljali Suhadole, Rakovnik, zdaj delamo na Globovniku. Ta del je nekaj res, na kar smo lahko in bo lepa zapuščina. Daleč od tega, da smo vse probleme rešili, ampak nekje treba začeti. In jaz upam, da bo ta kontinuiteta
se nadaljevala. In to na ta del definitivno, jaz upam, da moramo nadgraditi tempo, mogoče ga se pospešiti. Res je, povezano tudi z proračunskimi sredstvi, ki jih ni neskončno, moraš biti zelo zmeren pri tem, ampak se mi zdi, da gre za zdravo življenjsko okolje, v katerem vsi želimo, da bomo živeli v prihodnosti, v bližnji prihodnosti. Jaz nisem vedela za večino teh projektov, ko sem brala to poročilo, dosežkov tega mandata, sem bila res zelo vesela in sem rekla bravo, Ampak zdaj, pač imam novo vprašanje, okoljski, tako imenovani okoljski kriminal, Če pustimo zdaj to v preteklosti, se temu ni tako reklo, ker pač je bilo samoumevno, da se spuščajo odplake v Voglajno, v Celju recimo ali pa še kje druge. Zdaj imamo pa tudi primere tega, da se odvažajo kupi starega gradbenega materiala v vrtače na Krasu, brez da bi kdo vedel. Da ne govorim o teh manjših odlagališčih, ki jih jaz res ne, ampak ljudje, stare pralne stroje, polovice avtomobilov, televizorje, pač da ne naštevam naprej. Skratka, ta okoljski kriminal, odlaganje odpadkov, kjerkoli se komu zahoče, se še vedno dogaja. Tukaj pa verjetno razen neke hude inšpekcije in dosti visokih kazni, mislim, da ni drugih rešitev, s prepričevanjem, ne vem, če bo šlo. Ja, mislim, dve dimenzije. Ena je pač ta, kar ste rekli, pač star pralni stroj v nekje v naravi. To so okoljski prekrški, ki jih ne sme biti in za katere pa jaz tudi verjamem, da jih je čedalje manj. Druga stvar pa je to, kar ste omenili kot okoljski kriminal. To načrtno zakopavanje odpadkov, za katere bi moral človek sicer plačati nekomu, da jih prevzame in normalno predela, in da se namesto tega odvedejo nekam in zakopljajo pod zemljo, to je pa res nekaj, kar spodkopava temelje družbe, temelje okoljske politike. In je pa to že področje, ki terja aktivnosti tožilstva in policije. To že presega to, kar je raven okoljske inšpekcije. Okoljska inšpekcija, ko to zasledi, tudi preda in to se preiskujejo kot kazniva dejanja. In na tem je treba več in na tem je treba več delati. Se tudi na evropski ravni je bil v zvezi s tem, je v obravnavi zakonodajni predpis in vse države se soočajo s tem izzivom, kako zdaj organizirati boljše delo policijskih služb, pa tožilskih služb, ki imajo tudi tiste prave instrumente, da lahko sploh pridejo do teh kršiteljev, ker tukaj je potem treba preiskave tega presegajo to, zmožnosti, ki jih ima en okoljski inšpektor. Pa specializirana znanja so potrebna, tudi to. Tako kot recimo pri kriminalu, ki se dotika ljudi, rabiš tudi specializirana znanja, da to obravnavaš in tukaj imamo še kar za narediti, se mi zdi. Zdaj, inšpekcija je dosledno predajala te naznanila na institucije naprej. Bo pa res pomemben korak. Jaz vesel enega dne, ko sem vzbudil, pa v časopisu prebral, da je nekdo resno odgovarjal za kakšno takšno dejanje. Ker ko se bo to zgodilo, bo to najbolj odvračilno za vse potencialne kršitelje oziroma onesnaževalce. To ste zelo dobro izpostavili, ampak me je pa vodilo še k enemu razmisleku v povezavi z prejšnjim vprašanjem, pa mi dovolite, kaj je odgovorna okoljska politika, ki smo jo tudi želeli čim bolj vtkati v vso naše ravnanje, odkar smo nastopili to funkcijo. Odsotnost reševanja okoljskih problemov je bil tudi močno prisoten. In Slovenija je beležila 9, 10, 11 očitanih kršitev na področju okoljske zakonodaje s strani EU. Danes smo 1, 2, 3. Skratka, in gremo proti nič. Tudi to je velik plus, ki je tukaj. Skratka, nimamo odprtih zadev novih zadev se strani Evropske unije. Staro breme
v naravi, pri ljudeh rešujemo, smo jih veliko rešili, še določene par stvari moramo rešiti, pa tudi na sistemski ravni, kar nam Evropska unija učita, tudi to smo 90% rešili in ne ustvarjamo novih problemov. Kar pomeni, da če želiš sistemsko rešiti, res pa bi še en mandat. Ne? In želimo, da se to nadaljujemo. Ta okoljski glas smo pa tudi smo poskušali reševati, vemo za določene zgodbe, ki so se zgodile v določenih delih Slovenije in tukaj rabimo res močen inšpektorat. Za prenovljeno okoljsko zakonodajo smo želeli tudi dati večje pooblastila okoljskemu inšpektoratu, hkrati pa tudi ga ekipirati. Ta podhranjenost spet sledi iz tega, da rajš gledamo stran in danes imamo in žanjemo to, kar je bilo v preteklosti. Kar mi želimo narediti, je, da danes delamo, da preprečujemo v prihodnosti, ne, zato delamo danes te ukrepe. In v prihodnosti, ko bo takšen podcast, bodo lahko sledili, v tem času smo pa lahko pa to naredili, zato da preprečimo in seveda dajemo možnost za naprej, da se lahko to še ta del ojača. Še eno sintagmo bi rada predebatirala z vami, ta zeleni prehod. Ne? Zeleni prehod je besedna zveza, ki se je nekako izpraznila, ne? Če je na začetku mogoče veliko pomenila, se mi zdi, da se je zdaj v glavah ljudi popolnoma izpraznila, da sam še zamahnejo z rokama, dajte no ta zeleni prehod, samo nekaj nakladajo, govorijo pa itak nič ni, ne? To je en vidik. Drugi pa je, da mnogo ljudi je prepričanih, da zeleni prehod pomeni tudi nek nižji življenjski standard in seveda nihče noče živeti slabše pod narekovaji. Ne? Pa me zanima, kako to besedno zvezo osvežiti, jo narediti spet relevantno, da ne bo samo še ena politična fraza, ampak da bo nekaj resničnega, v kar bodo ljudje lahko verjeli. Težko vprašanje. Štetina. Mislim, da preden začnem odgovarjati, spomnila sem se še enega skupnega projekta, ki smo ga mi vsi trije res gradili z nule in to je energetska revščina. In mislim, da bi bilo tudi fajn, da smo res konsistentno vsi trije z vseh svojih vidikov delali na tem cel mandat in dostavili res lepe rezultate na tem. Ampak kar se tiče zelenega prehoda, meni je ostalo par let nazaj, sem slišala, da le 20% ljudi deluje na podlagi nekih moralnih prepričanj, da moraš izboljševati svet. Vsi ostali, torej 80% ljudi, pa deluje na zelo nekih kratkoročnih koristoljubnih vzgibih, da tako rečem. Upam, da sem si prav zapomnila, nisem čisto prepričana, ampak ne, in kako zdaj tistih, ker jaz verjamem, da tistih 20% ljudi razume zeleni prehod, ne glede na to vse, kar se je dogajalo v zadnjih letih pri vseh teh premikih strateških doma in po svetu, bo ohranilo razumevanje pravilno in bo šlo v to smer in bo delovalo v tej smeri. Kako zdaj tistih 80% ljudi prepričati, da je to prava smer? Jaz mislim sicer, da jih nikoli nismo imeli on board, da tako rečem, ne? Da pač enostavno so sledili, ne? Zdaj jih je pa treba sam z bistveno večjimi ukrepi, z bistveno večjimi korenčki jih je treba potegniti nazaj to zgodbo. In to je res zelo težko vprašanje, bi rekla vprašanje za $1 milijon, kako to narediti. Jaz verjamem, jaz verjamem v prave liderje na pravem mestu in da je treba nadaljevati, da se je treba boriti za pravo stvar na najboljši način, možni način, kakor vemo in znamo, ker ni enostavnega odgovora na to vprašanje. Jaz mislim, da bo na to, kako bodo ljudje dojemali nujnost tega zelenega prehoda oziroma boja proti podnebnim spremembam in ob hkratnem spreminjanju lastnih navad, zelo močno vplivalo tudi dogajanje izven Slovenije, ne? In dogajanje med velesilami na svetu. Tam pa ima verjetno vsak svojo teorijo, kjer smer bo šlo. Ne vem, boriti se je treba naprej za prave stvari.
To je moj odgovor. Nimam čudežne palčke, ampak ziher imata še moja dva pa kolega reš, kakšno pametno misel. Ja, eno stvar, ki sem se jaz v bistvu v zadnjih letih malo naučil ali pa priučil, je to, da moram zeleni prehod reklamirati drugače, ne sam skozi ta koristi za planet, kakor si zdaj omenila, ampak da, ko govorimo o razogljičenju, govorimo o tem, da te 3 do 4 milijarde evrov, kolikor jih daje Slovenija za fosilna goriva, državam, ki večinoma ne delijo teh vrednot, kolikor jih imamo mi v naši družbi, da razogljičenje pomeni, da tega ne bomo dajali ven, ampak bomo porabili doma. Zeleni prehod pomeni, da imamo manj izpustov onesnaževal zraka, da imamo manj mikroplastike okrog, da smo zaradi tega bolj zdravi, da smo bolj odporni na podnebne spremembe, da ščitimo naše premoženje, da ščitimo ljudi. Ne? Bolj ta komunikacijski vidik je treba razširiti in povedati ljudem, kakšne koristi imajo oni res neposredno od tega. To je eno. Druga stvar pa, Bojan, ti si parkrat rekel, da smo ujeli nek rep enega entuziazma zelenega prehoda z začetkom tega mandata in to moram reči, da se strinjam, da trenutno je entuziazem nad tem zelenim prehodom je manjši, kot je bil pred par leti. Ga ni. Ne vem, če bo koliko pomagal, da zdaj govorimo o čistem, ne toliko o zelenem. Bolj bo pomagal to, da enega dne bomo pogledali okoli sebe še zelo trezno in bomo videli, da vse te stvari, ki so veljale pred par leti, da so podnebne spremembe resna grožnja za nas, da so okoljski problemi res zmanjšujejo življenjski standard vseh, zlasti pa najbolj ranljivih in tudi gospodinjstev z najmanjšimi dohodki so prekomerno obremenjeni zaradi okoljskih problemov in zeleni prehod v bistvu njim koristi bolj, kakor pa bogatejšim, ki se lahko obvarujejo sami nekih negativnih vplivov. Jaz verjamem, da pač to, kar so dejstva, kar nam znanost govori, da je res, da to pač je res in da bo zaradi tega spet priplaval nazaj. Ne? Smo pa v enem obdobju, kjer zlasti zameram politiki, tisti del politike, ki se gre populizma na račun strašenja, skozi strašenje ljudi, zato da pridobiva neke točke in tukaj je pač ta zeleni prehod nek talec njihovih kratkoročnih koristi. In to ni fenomen samo v Sloveniji, nažalost je tudi drugod, zaradi tega je to pač nekaj, kar bo treba prestati in oblikovati še ta prava orodja, kako se proti temu boriti. Ključne so tudi dezinformacije. Na zasedanju ministrov za okolje smo imeli enkrat predstavitev o dezinformacijah na področju podnebja in okolja in to je drugo področje, druga kategorija, kjer je največ dezinformacij. 13% dezinformacij v evropskem prostoru se tiče podnebnih in okoljskih laži. Tako da to je Jaz verjamem, da bo to tudi izvenelo in da se bomo vrnili k temu in takrat ne bo več, bo čisto vse nam o temu rekli zeleni prehod, nam o temu rekli čisti prehod, temu bomo rekli zdravo in boljše življenje za vse. Če lahko še sam stavek dodam. V našem pogovoru smo večkrat se dotaknili posredno zelenega prehoda. Jaz sam, ko to razlagam ljudem v kakšnih nedeljskih kosilih, v svoji družbi, ki te tudi včasih označijo, dejno, zeleni prehod, to je mimo. Ne? Ampak mi smo živeli v zelenem prehodu enkrat v preteklosti. Ne? Industrijska revolucija je naredila nekaj, kar moramo danes nekako pokompenzirati. Ne? In če mi želimo imeti zdravi življenjski prostor, potem moramo seveda onesnaževalce, njim moramo preprečiti ali pa da morajo plačati. Onesnaževalec plača. To je ta, bi rekel, princip, ki je že desetletja znan. Ne? Če temu ne bo tako, kaj bomo imeli? Črni prehod? A želimo iti v črni prehod? Jaz mislim, da si vsak človek želi v svojem prvotnem bistvu boljši zrak, boljše življenje, cenejše življenje, boljši standard. Ne? Kaj nas bo pa tja prepeljalo? Katere politike? Takšne, ki peljejo v to, da bomo imeli čistejši zrak, a takšne,
ok, se še vedno lahko kadi iz 3 dimnikov, ne se kadi iz 5, ne se kadi še 5 let dlje. Ne? A bomo to tolerirali, ne? Želimo to, delamo to. Ne? In dostikrat se z enemu prehodu, to je to, kar je Uroš povedal, jaz bom pa z drugim mislim povedal, z enemu prehodu se je pripisalo nekatere slabe stvari, kar ni zeleni prehod. Rekli so pa, da je to zeleni prehod. Ne? To pa ni res. To so pa te dezinformacije. Zeleni prehod v bistvu pelje v boljšo, svetlejšo prihodnost, v katerem konec koncev vsi želimo biti. Sam želimo, da najprej Tina naredi ukrepe, najprej Uroš, pa bom pa jaz. Ne? To je pa to, Se pravi, mogoče. tudi to besedno zvezo je nekdo ali pa več njih zlorabilo, kot se pač lahko zgodi čisto vsaki stvari. A ne? Tako je. Draga gostja, draga gosta, zelo lepo, na široko in dolgo smo se razgovorili in hvala vam najlepša za sodelovanje v podcastu Samo en planet. Cilje imamo pa skupne. Hvala in Res, uspešno hvala. še naprej. Hvala tudi vam. Hvala. Hvala.